v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robe in Matevž. Pozdravljen, Robe. Zdravo, Matevž. Še vedno sem Robert Robi. Ja, nekaj danes, nekaj. Skratka, danes se bomo pa pogovarjali o včerajšnjem dogodku, v bistvu tisto, ko sva zadnjič napovedovala. Dalox je imel srečanje uporabnikov Daloxa v Sloveniji. No in to smo se včeraj udeležili, tako da so spomini še zelo sveži, mogoče še neurejeni, ampak bo videla. Imamo pa enih par istočnic, ker se mi zdi, da je v bistvu dolg ni bilo tako dobro, v bistvu, no? Da ti je dal nekaj zapremljevati potem v podcastu. Ja, pa ne nujno v pozitivno smer. Pa kaj pa smem, v bistvu jaz mislim, da v tem trenutku je v bistvu vse, kar je v bistvu neka istočnica za nek konkreten pogovor, lahko v bistvu je super. Ne? Da nekateri to imajo mnenje, ki je pa popolnoma drugačno od najnega, je v bistvu sem mogoče že navajena včasih, ne? Ampak ta je bil pa res orang. Ne? Ja, no, ta izjava ni bila na dogodek, ampak Ne. Ne, to so bila posamezna predavanja, pa tako, pa tudi ni bilo nič s temi izjavami narobe, samo zdelo so se nam zanimive, ne. Pa sej, po mojem, najboljše tako, da greva malo po programu, ampak preden greva po programu, daj povej, kako se ti je zdel dogodek, tak en... Okay, jaz se v bistvu opravičujem vsem tistim, ki jih nisem poslušal. Enostavno nisem mogel odpovedati določenih pedagoških obveznosti ali pa jih prestaviti, tako da sem moral v bistvu leteti nazaj na faks in odpredavati določene stvari, tako da metod in potem še zadnja predavanja, že vmes med Juretom Čestnikom sem mrknil, ne, po domač povedal, tako da mi je žal zaradi tega. Tako da sem zamudil v bistvu najbrž dobro kosilo, pa pogovore ob kosilu, pa potem mogoče še druženje na koncu. Ne? Ampak, kaj ne rečem, v bistvu jaz sem zmeraj vesel tega dogodka, mislim, super, idealna lokacija, tako da vsakmu, ki sem imel priložnost reči, v bistvu da se sprašujem, zakaj BIM ni tam, ne? Pa zakaj je treba, ne vem, 150 ljudi, da se vozimo na Brdo pri Kranju, ampak to je že moje mnenje, zakaj moje politiki tam sestanke, ne, podobno, kad v Ljubljani nimamo ene dvorane, ne, ampak, očitno nekaj ne razumem, ne, ampak to zdaj ni tema tega pogovora. Ampak je bilo pa super, ker je bil super upgraden, v bistvu tisti prostor za druženje je bil super upgraden od lanskega leta, s tem, da sem najprej komi našel, ker je toliko enih dogodkov v tem hotelu, ne, da to kar razdeljen, tako kot v bistvu se parej, ne. Tam neke banke... Deva najprej povedati vse tiste, ki jih ni bilo, kje to sploh bilo, ne? Ja, to je bilo 4 Points by Sheraton, skratka to, bivši, kaj je to? Bivši Mons. Bivši Mons, ja. Ob idilični lokaciji, ob ljubljanski obvoznici. Idilič. Ja, pač fenomenalen dostop je, no, mislim, kaj ne rečem, no. Ja, mogoče kot leteči dopisnik BIM pogovorov, ki je ostal do konca dogodka, ne, pa še kaj zastopnik lepšega dela Slovenije čez Trojane, ne. Bi rekel tako, da je to drugače res veliko bolj dostopna lokacija, kot je Brdo pri Kranju, ker tam greš najprej se prikoplješ do Ljubljane, pa greš pa še malo desno gor, 80 kilometrov, ali 50, saj nima veze. Kar se tega tiče veliko boljše, če ne bi razkopavali cele severne obvoznice, ne. Ampak okej. Pa lokacija je bila pa, mislim, že seveda, ker tu gre za tradicionalno srečanje, kjer je bilo že drugo po vrsti, ne. Lansko leto, če se spomniš, je bilo ta dogodek je bil tako, da smo se kar zaleteli v bistvu v to sejno sobo, in kakor smo zdaj ugotovili, so to neke stranske dvorane, tako da Dalox je tudi v tem, mislim, Aleš Korber, ne, kot predstavnik Daloxa za Slovenijo, je tudi v tem pogledu nadgradil cel dogodek, ker so šli dejansko v kongresni del na vrh. Tako da lokacija super, prostora več kot dovolj, ne, tako da naj jo poslušajo.
ker smo se lani pritoževali, da je bil tisti prostor za druženje izjemno majhen in smo bili večinoma na hodniku. Letos je bil pa res v redu, tako da, kar se tiče lokacije in tudi organizacije, moram priznati, jaz nimam res nobenih pripomb praktično, no. Ja, v bistvu to je točno tisto, kar si želiš od enega takega dogodka. Da v bistvu, da se zjutraj začne, ob normalni uri se konča, vmes zanimivo, pa ne preveč nabito se mi zdi, no, z nekimi predavanji, kjer bi v bistvu dejansko jih tako štancali en za drugim, v bistvu dol metal, pa že drug gor, v bistvu, tako da dejansko je bil čas, ki ga je Aleš, v bistvu se mi zdi dobro vodo, ne, da je bilo dejansko prišlo do neke diskusije, nekih vprašanj, čeprav v začetka v bistvu bilo malo sramežljivo vse skupaj, ne, ampak potem se mi zdi, da je pa to res tako, ratal to, kar je v bistvu najbrž prvotni namen v bistvu takšnega dogodka. Ja, postalo je zanimivo. Jaz sem tudi omenil na koncu Alešu, ne, da se v bistvu vsaka predstavitev se končala točno tam, kjer se je morala, kjer ni vprašanj zmanjkalo, ampak je pač naravno šlo naprej, ne. Tako da, ne vem, saj pravim, že lani mi je bil dogodek všeč, letos mi je bil tudi všeč. Pa s tem v bistvu pa to reče, v bistvu recimo, saj je, okej, bom zdaj zase rekel, ne, to rečem v bistvu, da mi je dogodek všeč, pa jaz Dalek se sploh ne uporabljam, ne. Ampak, to je še več vredno, ne. Ne, v bistvu, okej, tako da tiste razne podrobnosti v bistvu nekako nisem čutil neke direktne povezave, ampak to splošno dogajanje, pa v bistvu razmišljanja okoli tega so mi pa zelo blizu, ne, in je, se pravim, super. Jaz nimam, glede tega pa res nimam nobenih pripomb letos, no, tako da sicer ne smeva preveč več hval za tega, ker je vedno možnost kakšnih izboljšav, ne. Lahko bi kakšen, a veš, lahko bi malčke talala, kaj podobnega, tako za drug let rečeva, ne. To je v redu, to ne bom jaz rekel. Ne, jaz bi samo dodal tako, no, da na teh dogodkih se zelo hitro lahko zapletejo v to pretirano reklamiranje in, ne vem, poveličevanje zmožnosti in tako dalje, no. To je bilo pa čisto, tako se mi je zdaj čisto organsko skozi izkušnje konkretnih uporabnikov to predstavljeno in to je meni všeč, no, tako da pač predstaviš dejansko uporabo in tudi tisto, kar smo videli, ne, uporablja zelo različno na zelo različnih nivojih in se mi zdi tak en dober vpogled v neko programsko orodje, obenem pa tudi, kaj sploh lahko pričakujemo mi od teh skupnih podatkovnih okolij in v kar se je to dejansko prelevilo. Bi pa mogoče imel eno vprašanje za tebe. A si kaj velikokrat slišal BIM? Tako da pomislim v bistvu, no. V bistvu, mogoče pa res ne, no. Ni bilo tako, da je bilo vsak drug stavek BIM pa gor, pa BIM pa dol, ampak se dokaj, tudi CDE kot tak nisem prav veliko slišal, sem slišal Dalox skozi, ne. To je res. Tako da. Ampak za razliko od preteklih let pa preteklih dogodkov se mi zdi, da če bi štel omembo tega termina BIM, mislim, da je bilo to tako, ne vem, vsaj pol manj, no. Ma ja, ampak saj to je, mislim, to je pozitivno, no. Ti se mi zdi, da so pol taka, kot da takrat, ko ne veš kaj pametnega povedati, rečeš pa BIM, ne. V bistvu pa misliš, da si s tem kaj tako, ne vem, kaj novega povedal, ne, ampak to, kar bi se hotel nate navezati, v bistvu je to, da res me je presenetilo, se mi zdi, no, vsaj tiste par predavanj, ki sem poslušal, na koliko različnih nivojih v bistvu se Dalox uporablja, no, za različni, ne vem, eni zelo primitivno, na zelo enostaven način, v bistvu skoraj kot nek dokumentni sistem, drugi to v bistvu mnogo bolj integrirano, tretji spet malo drugače, četrti, ne vem, slike shranjuje tam noter, skratka, tako, no, se mi zdi, da je z tega stališča, se mi zdi, da je tako dosti zadeva odprta, da sploh omogoča v bistvu
razmišljanje na tako različne načine. Ja, je pa tudi nekaj, kar sem omenil v pogovorih potem po dogodku, ne, da me malo začenja skrbeti, da se zdaj Dalox enači s skupnim podatkovnim okoljem, ne, s samo tehnologijo oziroma terminom oziroma pristopom. In mislim, da nismo daleč od tega, da bomo lahko začeli govoriti tudi o tem, da v bistvu narekuje same procese na projektih, kar bi bilo pa popolnoma narobe, ne. Ker če omogoča tiste taske oziroma naloge, pa neke procese, pa workflowe pa tako naprej, treba je orodje prilagoditi procesu, ne pa proces orodju, no. To mislim, da bojo morala podjetja tudi v prihodnjih letih malo sama razmisliti, kaj se splača spreminjati samo zaradi orodja, kaj pa pač treba enostavno tudi razmisliti, ali je orodje primerno ali ne. Se pa strinjam, da je velika prednost Daloxa ta, da je v slovenskem jeziku, pa da ima po pričevanjih udeležencev, ki ga uporabljajo, ima pač vrhunsko podporo, ne. Tako da vemo, kje lahko drugi ponudniki mogoče, ki so prisotni na slovenskem trgu, tudi izboljšajo svoj pristop. Tako da zaenkrat je pač stanje takšno, kot je, no. Ja, je pa se mi zdi, no, ne morem komentirati njihovih poslovnih odločitev, ampak je pa zanimivo, ne, da so se tako močno orientirali samo na evropski trg. Po besedah Aleša, ne. Kar se mi zdi po eni strani v bistvu zanimivo, po drugi strani v bistvu skoraj presenetljivo, za nas je pa najbrž to dobro, no. Ja, zagotovo, ne, ampak to, da rečejo, da ima, ne vem, podpirajo 26 jezikov, pa 26 nacionalnih predpisov, pa tako naprej, je kar, no, sem kar malo zastrigel z ušesi, ne. Tako. Pa še zmeraj v bistvu, no, če sam še oprosti, ker sem te prekinil, ampak še zmeraj se mi zdi pa v bistvu mogoče en tak zanimiv podatek, ne, da je Dalox kot firma v bistvu, če se prav spomnim, 350 zaposlenih. Se pravi, celotna mašinerija tukaj v bistvu z relativno malo v bistvu ljudi to obvladuje, ne. Ampak 700,000 aktivnih uporabnikov, ne. No, vem, ampak 700,000 pa 350 ljudi, nismo pa izvedeli, koliko projektov je, ne. Ja. Ampak ja, no, hotel sem to dodati, no, 26 različnih jezikov, da ne bom pozabil, ali če boš to poslušal, ne, vsaj v prejšnji verziji so bili še zatipki noter, tako da upam, da je to v novi verziji popravljeno. Bi pa v bistvu, zdaj imamo Dalox v bistvu tako na splošno, ne, pa se bo pa mogoče orientirali bolj na kakšno pač predstavitev. Bi pa v bistvu ena stvar izpostavil, ne, da enostavno včeraj, veš, da so tam skrb sedela, sem tam nekaj po Daloxu spletni strani brsko, ne, jaz enostavno nisem našel cene. Saj ni. Mislim, to sem pa kar rekel, mislim, pa kaj z vami ljudmi, v bistvu vsaj napišete, koliko za projekt plačaš. Mislim, da je samo obrazec v bistvu, pa ja, povpraševanje, to pa levo pa desno. Te mi napiš, mislim, se še posod dobiš to. Mislim, da je cena odvisna od velikosti projekta, potem se gre pa glede na skupno vrednost projekta nekaj takega, no. Ampak vsaj napiš to. Jaz nisem našel, no, jaz sem tam, veš, tipično, mislim, greš na karkoli, piše nekje, sicer lahko včasih nekaj skrito v neki nogi na spletni strani pricing, ne, pa rečeš, okej, pa klikneš, pa dobiš. No, mislim, dejansko sem iskal in enostavno nisem našel informacije, koliko bi me to prišlo, ne. Tako da, lahko sem bil naroden, absolutno priznam, da sem bil na Daloxu spletni strani po enem letu spet včeraj prvič, ne. Tako da lahko, da sem kaj spregledal. Jaz sem pa za potrebe enega projekta enkrat imel dostop, ki so mi ga prijazno odobrili na Daloxu, ne, in sem imel
v bistvu dostop do vseh modulov. In potem je ta dostop seveda ugasnil, ne, in, kar naenkrat imam dostop samo pač do tistih stvari, ki jih projekti, v katerih sem vključen, pač uporabljajo, ne, in pogrešam vse ostalo, a ne. Zdaj, če imaš ti samo Dialogsbox, v redu, okej, ne, vsaj field pogrešaš in tako naprej. Tako da zelo imajo po teh modulih, tako da verjamem, da te cene so tudi čisto individualno oblikovane. Pa tudi mene pa moti, ja, da ni vsaj nekega vzorčnega cenika. Okej, imaš tak projekt, take vrednosti, ne vem, cena zate za te module je takšna, ne. Jaz razumem to v bistvu, da zna biti to kompleksno, ampak recimo Amazon Web Services. V bistvu tam si lahko nakalkuliraš, imaš poseben kalkulator, ki rečeš, okej, toliko tazga procesorja, toliko tazga, pa nakalkuliraš, pa oceniš, koliko boš to na dan uporabljal, pa ne vem, in na koncu dobiš, evo, toliko te bo na mesec to prišlo. Pač, Jaz okej, mislim, da približek. Ampak veš, to mislim, da je tudi zaradi tega, ker imajo različne cene za različne trge, ne. Verjetno, no, ampak lej, sej, to bi bilo pač, tam določaš, ne vem, okej, lej, pustimo zdaj to, ne bova najbrž rešila, ampak se mi je zdelo pa v bistvu tako malo čudno, no. Moram priznati. Če bo iskal koga, da bi ga sponzoriral, pa naj pridejo, ne. Ja, Bomo pa še tako, kaj ne, v več bistvu, a povedali. veš, tudi za Ja, sponzorje tako. niso imeli tam v bistvu, koliko bi dali, ne. Okej, Lahko bi hecno. priredili nagradno igro za naju, a ne. Ne, ke naj je že Jure nekaj omenil, sem kar zamižal, sem rekel, To bi moral bi biti vprašanje, koliko oddaj sta posnela na BIM pogovorih, a veš, zato da bi midva itak izgubila, ker noben ne bi vedel številke, ne. Ne, saj se hecamo. Ampak ja, no, te cene bi res lahko bila, mislim, vsaj neka vzorčna cena, no, ampak v redu. A greva Okej. midva malo čez program? Nadeva. Povej, Um, a greva čez program ali greva tako, v bistvu zaradi tega, ker moram reči, okej, Aleš je naredil uvod, ne. Tam Ja, nimamo okej. kaj za komentirati v bistvu. Ampak potem pa v bistvu si Ampak nimamo kaj za komentirati, ker je bil pač korekten uvod, ni Ja, bilo ja, nič v bistvu ni, narobe, no, v tem skratka, smislu, super. ja. Tle, mislim, da sem takrat pomislil zraven, super, v bistvu, lej, ke mi noče Dialogsa prodati, ne. V bistvu, ampak fora je jasno, da ne, zaradi tega, ker tako, kot vsi že imajo, ne. V bistvu te, ki so bili v sobi, ne. Večina najbrž, ne. Ja, po drugi strani pa lahko rečeš, okej, ne prodaja Dialogsa, ker mu ga ni treba. A ne. Ne, sej, ampak To res, še enkrat, v bistvu, ni bil tak, a veš, marketinški, pa v bistvu tako kot, ne vem, kakšne ameriške zadeve, pa bi pa malo skandirali, pa v bistvu Dialogs, ki je podobnega, ne, a veš. Mislim, res, ti bi bilo tako odbijajoče, nikoli več ne prišel, no. Ampak Jaz ne vem, na kakšne dogodke ti hodiš, ampak v redu. Veš kaj, Happy dogodke. veš kaj, po moje sem že na drugi kavi danes pa zjutraj, a veš. Ja. No, Okej. v glavnem, prvo predstavitev je imel, Urban Jaklič iz podjetja Rico, in sicer obvladovanje projekta in varstvo pri delu s pomočjo Dialogsa. Jaz bi tukaj prvo stvar, kar moram reči, je to, ne, meni je bilo ful všeč, ko sem videl njegov naziv, ne, in njegov naziv ni bil BIM manager, ampak je bil vodja projektov. Se mi zdi, da smo zdaj čez tisto fazo, ko je bil vsak ta drug ali pa ne ta drug, pa 90% vseh se predstavlja kot BIM menedžerjev, ne. Tako da to je tista prva stvar, ki mi je bila všeč, no. Drugo pa to, jaz moram priznati, da jaz nisem vedel, da podjetje Rico toliko vlaga v te stvari. Potem sem tudi po dogodku govoril, z ljudmi iz Rica, no, in tako sem bil pozitivno presenečen in to tudi, kar so pokazali, oni so tako, zdelo se mi je, da ta prikaz je bil res tak inženirska uporaba nekega orodja za tiste stvari, ki jih pač ti potrebuješ, no, tako sem jaz imel, občutek. Niso se zdaj ful globoko spustili, tako kot recimo LE, a ne, ali pa Kolektor, ampak so tako tisto uporabili za to, kar potrebujejo, pa tam naprej, nadaljevali, kar je bilo potem tudi
recimo za tisto varstvo pri delu, je bilo tudi izpostavljeno, da oni ne uporabljajo tistega modula, ki je tam na voljo, ampak so pač v okviru teh taskov si stvari organizirali tako, da pač odgovarja njim pa njihovem procesu. Ne. In to mi je bilo tako, ne vem, tak en lep, korekten prikaz, tudi na različnih nivojih so prikazali te projekte. Tako da ne, taka luštna predstavitev. Kaj praviš? Jaz tega nisem sicer tako videl, v bistvu mene, mislim, ne vem, ne vem, kaj naj si mislim za tega, ker si ga zelo pohvalil, v bistvu pa nočem je zdaj to nekako v negativno povej. smer zapeljati, v bistvu, ampak meni Spomni osebno me, pa v bistvu mogoče to sem sploh jaz kaj ni, pozabil. bom rekel, da mi sploh ni bilo vsebinsko narobe. Če v bistvu pač korektno narejen tisto. Jaz tle bi sam komentiral, ampak vse to je tako, v bistvu ponovadi tudi študentom rečem, ki morajo predstavljati kakšno seminarsko, ne, se mi zdi, da je bil v bistvu Urban, pa ne mi ne zamer, v bistvu rekel, brez energije. V bistvu Ja, tako, to. Ko v bistvu je bilo, v bistvu, ok, tisti nekaj zelo potihe govoril, v bistvu sem rekel, zdaj kako mi slišim, v bistvu, ne. Saj, lej, res, ne vem, ali sem bil tečen še takrat, ali ker sem s plavanja prišel glih, ali ne vem, karkoli že, no, ampak v bistvu načeloma pa, mislim, jaz sem bil presenečen, da je Riko, ker, mislim, ne vem, kaj sem sploh imel v mislih, kaj Riko počne, ne, ampak da dela v bistvu toliko različnih stvari, ne, to sem bil pa absolutno presenečen, no. Očitno ne sledim jaz dosti tem stvarem. Ja, nisi ti na kateri za operativno. Ma ja, itak, ne. Ma veš, ja, zdaj, se me boš malo... Ne. To sem vedel. Mislim, Jaz pa ne, no. vem, meni je bilo čisto korektno, glede vsebine je bilo pač tudi čisto ok. Ti zdaj pa veš, se tudi za naju najbrž to reče, ko ne posluša, Ma ja. da sva, ne vem. Ma ne, Tako vse da- to v bistvu, res to ni neka taka kritika, v bistvu, lej, mislim, kje, lahko ima vsak, veš, kakšno mnenje ima lahko v bistvu v meni, ker tako ne znam 2 stavka konzistentno povedati, v bistvu, ne vem, se trikrat zmotil, ne. Tako da, to sem že opustil, to idejo, da bi, ne vem, se hudo izboljšal, ne, Bil ampak- vsem všeč. Ja, to itak, Bil no, vsem mislim, to všeč. brez veze, ne. Ampak res, sam ta v tem smislu me mogoče, veš, da sem res najprej pomislil, a imajo ozvočenje drugačno štima, zaradi tega, ker se Aleša, ki je začel s tem uvodnim nagovorom, v bistvu se ga je super slišal. Pol pa Ja, on je imel Urban- ta mikrofon Ja, pri ampak sebi, pol je Urban pa pa veš. še v bistvu, pa se ga pa ni slišal, no. Mislim, saj tako se mi zdel potih, no. Lej, čist možno, da sem imel še vodo v šestih, no, ne vem, karkoli že, no. Zdaj bi mogla tako, kot na vseh drugih podcastih. Kaj pa vi mislite, ki ste bili gor? a ne? Povejte Pa v vi komentarje, povejte. pa še subscribe, Meni pa se v bistvu ringa bela, karkoli Meni se že. ni, meni se ni zdelo tako, ampak se pravi, lahko pa, ne vem. Lahko Ne, da ne, v sem bistvu, bolj glej. pozorno poslušal, kaj pa veš. Ja, lej. Sej veš, kako pravi, v bistvu, da takrat, če hočeš, da te študenti začnejo poslušati, moraš začeti po tih govoriti. Tako da, To je včasih pela, zdaj te pa še manj poslušam. zdaj si najbrž mislijo, končno me nehal motiti, ker jaz tole gledam tele reelse na Instagramu, v bistvu, ne. Tako. Mislim, saj študenti bi tudi lahko imeli kdaj kako drugo daj, čeprav nima to veze z BIM-om, ampak saj zadnji trend je to, da ti jejo med predavanji. Ja, lej. Če pa motimo med kosilom, med Ja, obedovanjem. če je pa to šola skozi naporna, pa v bistvu smo toliko obremenjeni, še za kosil nimamo. A veš. Ok, dej, to že Tako. midva jamrava spet. Ja, no, potem na 7 je bil pa eden prvi tistih, ko je dal kos za glodanje, a ne. Res je. Ja, no, to je bil pa Nate z Vima iz podjetja Eles, ki je predstavljal uporabo planov preverjanj pri postavitvi kablovodov. On je imel pa tako, mene je ful presenetilo, sicer ne vem, kaj sem pričakoval, ampak tisto predavanje je bilo tako zanimivo, imel par sočnih izjav vmes, no, tako res, da te je zbudil, pa da si se malo nasmejal, pa tako naprej, ne. Kar je drugo zanimivo je to, da je bil v bistvu edini predstavnik naročnikov oziroma investitorjev na tem dogodku, tako da iz tega vidika je bil en drug pogled, ne.
ampak pol je pa vmes bomba padla, ne, kako izjavo je imel. Tako da, Ampak, povej. veš, da se ne morem spomniti, v bistvu, je bila ta izjava, ker si ti to vprašal, ali v bistvu je bila že vmes? Ne, ko sem jaz vprašal. Tako, ne? Ja, jaz sem po njegovi predstavitvi vprašal, ne, kaj naredijo z vsemi temi informacijami, ki jih naberejo znotraj Dialogsa, potem, ko je projekt končan, ker on je predstavljal nek projekt, ne vem, če se prav spomnim, 80 kilometrov nekega daljnovoda, pa ne vem koliko, Ja, ne vem, 56 stebrov ali 264 nekaj. stebrov, v principu Tako, 264 gradbišč v bistvu, ne? Tako. In je bil res tak, sploh ne pomisliš, ne, da je dejansko 264 dostopov, pa ograj, pa ne vem, kaj vse, ne. Tako, ne. In potem sem jaz to gledal, ne, in tudi to, kar je kazal, ko je nabiral neke 360-stopinjske posnetke in tako naprej, ne. In sem ga vprašal, kaj pa naredijo pač s tem, ko je konec, ne, zato ker Dialogs ima tako politiko, da dokler ti plačuješ, to imaš, ko pa nehaš plačevati, pa pač nimaš več, ne. No, in je totalno presenetil z odgovorom, no ja, po končanem projektu pač gre, ne. Ko se projekt konča, mi tega ne rabimo več. Ne, ampak v bistvu, okej, Mislim. jaz veš, da sem prav, ne vem, po moje sem ponoči, oziroma valjda, ne, mislim, doma smo imeli celo fešto, v bistvu, ko smo Eurosong gledali, ne, smo se, veš, tako resno zabavo smo si naredili, ne, doma. In pol sem vmes malo razmišljal, ne. Sem rekel, okej, saj ni čisto rekel, no, mislim, da res vse vrže stran, ne. Je rekel, da pač pobere tisto, kar rabijo, ali pa kar mislijo, da bojo rabili, ne. Pa umestijo. Ne. Ja, no. Ne. To je rekel, da Ne. poberejo tisto, pa vključno tudi v bistvu z unimi fotografijami in jih dajo v svoj intern dokumentni sistem. Tako je rekel. Pol sem pa midva. Rekel je. Ne. Je pa začel pa je s tem, ja, v bistvu načeloma, načeloma tega ne rabimo več, v bistvu gremo naprej. Moramo iti naprej. Tako je rekel. Rekel je, nekako tako je rekel je, mi tega načeloma ne rabimo, moramo iti naprej in jaz sem mnenja, da pač, ko je projekt končan, je končan. In potem, ko smo ga vprašali, oziroma ga je nekdo drug vprašal, ja, kaj pa pol pač za vzdrževanje pa to, ker ste pač naročniki, lastniki tega in tako naprej. Ja, tiste stvari, ki jih pa mi potrebujemo, potem uvozimo v naš interni sistem. To je rekel. No, tako nekako v tem smislu. Ni nič govoril o fotografijah, pa to, da ne govoril o fotografijah, pa to, da pol to prenašajo naprej. Ampak je pač rekel, da tega ne rabijo več, a ne. In saj jaz razumem, pač oni so te fotografije uporabljajo za potrebe obračunavanja odškodnin in tako naprej, ko je odškodnina enkrat obračunana, pa to v redu, pač zavržeš večino tega, ampak ene stvari so pa ključne, če nič druga. Na tej fotografiji je tudi, ne vem, kako so opaže naredili, pa to ni taka cena, da bi to nekako ohranil za naprej, a ne. Lahko ti pa ful pomaga. Tako da to moram priznati, zakaj me je to toliko presenetilo, ne. Presenetilo me je zaradi tega, ker ves čas, kar se gremo BIM, govorimo, da BIM je uporaben v vseh fazah nekega življenjskega dobe objekta, ne, ali pa infrastrukturnega objekta, pa karkoli, kar pomeni, da več kot imaš ti informacij tudi v tisti fazi, ko objekt uporabljaš, pa vzdržuješ, definitivno slabše ne more biti, a ne. No, in potem ti je en tak res velik investitor, ki ima ogromno teh objektov, stebrov, ne vem kaj vse, reče, ne, ko je projekt končan, mi to vse pač zavržemo, ne. Zdaj, lahko, da pesniško pretiravam, ne zavržejo vsega, definitivno ne zavržejo vsega, ne, ampak tako je bilo, ne vem, vsaj čutiti, misliti, kakorkoli. In to moram priznati, da to me je pa presenetilo, no. Jaz upam vseeno, da ni tako, da je bilo pač to samo izgubljeno s prevodom ali pa ne vem, ne, ampak po drugi strani je pa tudi omenil, da pri njih sta služba investicij pa vzdrževanja popolnoma ločeni, tako da bi jaz čisto rekel, da se to dogaja in se spomnim, da že med samim dogodkom je imel Matevž še eno dobro izjavo, ne, je rekel, ja, na koncu pač mi tisto PZI pa to pač zažgemo, pa to, da ne bomo več Ja, ne, v arhivirali. bistvu strgaš par tistih listov ven, ne.
A veš, tistih par zelo risov, Uvodni del. Uvodni del strgaš ven ven, v strgaš. bistvu daš to eno drugo mapo, v bistvu, kaj zabašaš v en predal, v bistvu se ostala pa zažgeš. No. Ko se je slišal, ne, v bistvu. Točno to. To je bilo tako, Točno ko so to. midva malo posplošila zadevo, ne. Ampak, lej, saj veš, to je, se mi zdi, da večna debata, v bistvu, no, in še nismo prav daleč prišli, ne, s tem, kaj po dejansko končanem oziroma po izvedenem objektu, ne, kaj potem, ne, in jasno faza uporabe, ki je v bistvu, ne vem, 100 let, ne, zdaj bomo pa rekli, v bistvu, ja, mi tega ne rabimo več, v bistvu, ne. Meni se zdi to tako čist skregan z vso logiko, ne. Najbrž bi morala enostavno enkrat tole majčkeno bolj resno se tega lotiti, v smislu pa enih par ljudi vprašati, pa jih povabiti semle, pa da kakšno na to temo rečemo, ne. Mogoče bi jaz pri tem samo dodal, da me v principu me je malo zmotilo, no, da Aleš v bistvu ni absolutno nič reagiral na to. Ker sem pričakoval, Ja, ne mogoče pa vem, res je. nekaj sem pričakoval od njega, v bistvu v smislu, a veš, pa ja, pa se ni tako, pa tako dalek gre v tej smeri, pa gor in ne vem, nekaj. Ampak se mi zdi, da je bilo tisto, Lahko bi prodal modul handover, ne. ma tudi ne, no, ampak kakorkoli, ampak se mi zdi, da je to, kar si vprašal, ne, se veš, da sem rekel, da bo malo tečen, ne, pa vprašaj to, ne. Ker si to predlagal, sem rekel, ja, super, ne, daj, bod malo tečen, ne. Ampak načeloma pa v bistvu se mi zdi tudi ostali, no, ni noben prav, ne vem, zagrabil to kost, pa v bistvu rekel, pa ja, kaj pa zdaj res s tem, ne. Se Ja, mi zdi v ampak bistvu tako čudno, no. noben od ostalih ni bil v vlogi investitorja. Vsi drugi so bili v vlogi ali izvajalca ali pa projektanta in njim je v bistvu v interesu, da ne grejo stvari preveč naprej, ker lahko potem tudi za odgovornost za nazaj terjajo, a veš. Ampak Verjetno, ja. investitor pa, razumeš, njemu bi pa moglo biti v interesu, da bo potem tudi enkrat kasneje, a veš, meni je bilo to tako kakor mi imamo tukaj zdaj eno pisarno, ki pač te nekaj dela, a ne. In pol, ko tista pisarna da list naprej, nje ne zanima več, kaj se s tem dogaja. Se pravi, če firma propade, njej ne zanima, zato ker ona dala tisti list naprej. A veš, točno tako se mi je zdelo, ali pa tako je bilo slišati, ali pa tako sem jaz to razumel, ne. Po drugi strani so pa zdaj prihajajo dogodki, ko se čedalje bolj pogovarjamo o teh tehnologijah, povezanih z BIM-om, bom tako rekel, ne. Po fazi načrtovanja, razumeš, zdaj smo mi v fazi izvajanja, ne. Trajalo je, ne vem, kdaj si si BIM ustanovil, ne vem, ni še 10 let, ampak ni pa dosti, no, tam, ne vem, 8, tam, ne vem, koliko let nazaj, no. Recimo, da se 10 let pogovarjamo nekako tako sistemsko o tem BIM-u v Sloveniji, ne. In 10 let je trajalo, da smo mi prišli iz projektiranja BIM-a v projektivi, ne, da smo prišli zdaj v naslednjo fazo, v izvedbo, ne. Ampak to pomeni, da mi recimo, da bomo enkrat začeli pogovarjati, pa verjetno ne več z BIM-om, ne, ampak, ne vem, digitalno gradbeništvo, potem po tej fazi izvedbe, ne, kaj pa zdaj z vzdrževanjem teh objektov, ne. In zdaj, da vsak pač reče po svoji fazi, tako kot bi rekli projektanti, ne, mi vam ne damo BIM-a, vi imate tukaj tiste 2D PDF-je, zdaj pa se slikajte, ne. Razumeš, mi smo že uporabili BIM proces, pa BIM metodologijo, pa cele workflowe pa to, ne, ampak zdaj pa vi to imate, zdaj pa vi se slikajte, mi bomo pa tisto zbrisali. Saj mislim, da je ta, Zeles v bistvu tudi rekel, jaz se mislim, da tako treba na koncu to sprintati. Točno to. On je rekel, moje osebno mnenje je, da na koncu jaz hočem to natisniti, pa imeti pri sebi list papirja. Ja, ja. Nekako tako, ne. Pa dobro, to še razumem, ne, to še razumem, zato ker pač, ko imaš ti tam list papirja, pol imaš nekaj v roki, pa se ne boš zdaj pregovarjal, to zadnja verzija ni, tako naprej. Okej, to bi še nekako razumel, ni me to toliko zmotilo, kakor tisto, ne, pač ne, ko je projekta konec, ga je konec. Ja, vsi bi to želeli, da bi ga bilo konec, ampak tvoja firma bo pol se s tem ukvarjala še naslednjih 30 let, dokler ne bo strela udarila, pa boste mogli na novo postaviti, a ne. Ali pa dokler ne bojo imeli pol Slovenije električne avte, pa boste večje stebre postavljali, a veš, ampak do takrat boš pa rabil te podatke, no, mislim, ne vse, ne.
To je tako, ne rabiš vse. Jaz se strinjam, da ne rabiš Ma vse. ja, Ne rabiš milijon verzij pa tako naprej, ampak se mi nekaj zdi, pa rabiš. Ne? mogoče to midva gledava tako, mačkam tudi iz nekega tazga raziskovalne pozicije, ne. In nekako razumeš v bistvu, mislim, a veš, celoten splet, celoten ta konec koncev tudi umetna inteligenca v bistvu se hrani samo s podatki. In da Ja, ti tako. z informacijami, podatki v bistvu, in da ti lahko rečeš na koncu, to mene ne zanima več, v bistvu jaz bom to stran vrgel, se mi zdi to tako, koliko enih ur dela, plačanih ur dela, v bistvu je v to šlo noter in zdaj sem to stran vrgel. In veš, da se pogovarjamo o tistem, ne vem, podatki, informacije, znanje, v principu si znanje stran vrgel. Tam noter je v bistvu implicitno zajeto cel kup enih stvari, ki jih bo zdaj pozabil. Ne vem, kako si se dogovoril za rešitev nekega problema tam noter. Kaj pa veš ti pol čez 5 let v bistvu, kaj si se sploh zmenil takrat? Pa na kakšen način si nek problem Ja. reševal, ko se boš čez 5 let s podobnim problemom spet srečal. In boš spet toplo vodo Ja. odkrival. Mislim, to se mi zdi tako, mislim, blago rečeno čudno. Ampak, ne vem, očitno mogoče preveč tako idealistično dajva razmišljam o tem. Dajva mi, da tu črto potegniti, pa rečva, da nama se vseeno zdi, da ti podatki niso za zbrisati, ne? Da bi se mogli marsikaj tu ohraniti, pa dajva tu nehati, da se ne bo gospodu Nejcu Zimi preveč kovcal danes. Sej lahko, kot sem rekel, lahko da je bilo pač to zgubljeno s prevodom, to je vse malo drugače, sploh nisem imel priložnosti, da bi ga kje sam srečal po dogodku, pa da bi ga vprašal, če res tako mislil, no. Ampak ja, no, dajmo malo vseeno razmisliti. Se strinjam, da 3/4 je za zbrisati, ali pa recimo pol lahko izgubiš, a ne. Ampak drugo polovico se mi pa zdi, da bi se še krvavo potrebovalo, sploh če dejansko misliš s tem objektom kaj početi še naslednjih 50 let, no. Tako, če nič drugega, lahko vsaj pogledaš, kako je bilo prvotno stanje, in pol naenkrat, ko bo treba to spraviti v prvotno stanje, ne vem, boš imel vsaj nekaj, da se boš orientiral, no. Tak čist en tak trivialen primer. Okej, zdaj odmora za kavo ne bomo komentirala, to je bilo najboljše, ne. To pa res nujno. Kava je bila dobra, sladice so bile, Sladice sadje so je bile bil. super, tako da, prostor je bil, tako da lukano. super. Potem je prišel na vrsto Jure, ne, Jure Česnik, mislim, da ni dogodka brez Jureta pa Metoda. Do Metoda še pridemo, ne. Tako, no, glede na to, da nam je Jure tako izpostavil že na začetku predavanja, oziroma konkretno mene je izpostavil, ne, jaz zelo rad govorim očitno take stvari, ko gredo potem ljudem v nos, pa tukaj ni bila ta fora. Fora je bila v tem, da je potrdil to, kar sem midva rekla na prejšnjem podcastu, ne. Pač, da se vse začne pa konča pri ljudeh. To še vedno mislim, tudi Jure je to potrdil, ne, tako da vse se začne pa konča pri ljudeh. Tukaj, preden bi na vsebino kaj rekel, bi rekel, da pač Jure je pač naraven govorec. Jure, ko se boš ti naveličal tam kariere, mislim, da bi ti imel še kako akademsko kariero, čist lepo bi jo lahko vozil, ne. Zelo lepo je predstavil, tako kot vedno, kaj drugo od njega nismo niti pričakovali. Zelo dobra je bila tista izjava, ki si jo tudi ti zapisal v najine zapiske, ne, ki si jo mora vsak zapomniti, in to bi tudi Dalox mogel v bistvu vsakemu potencialnemu klientu povedati vnaprej, ne. Seveda z navedbo vira, to je Jure, da je vsak projekt je unikat, ampak priprava Daloxa pa tudi, ne. Kaj to pomeni? Da vi si ne morete pripraviti ene predloge, pa pol to furati čisto vsak projekt, ki ga boste imeli v Daloxu, ne, ampak je treba čisto vsakič posebej to razmisliti, no. In to se mi zdi, da če so ljudje samo to slišali od tega predavanja, je dovolj. Je imel pa še en kup enih takih
izjav. Tu bi sploh rekel, ne, da tu gre en velik poklon Juretu pa Metodu, ne, ki hodita vsako leto na te dogodke in dejansko nimate nobenih težav s tem, da delita stvari, ki so se jih sami v bistvu učili, mislim, mogli naučiti, no, bomo tako Ja. rekli. In če je kakršnakoli dodana vrednost teh dogodkov, je točno to, ampak točno zaradi takih ljudi. Dejansko on pride in pove to, kar so oni se na grd način naučili, ne. Če se spomniš, tudi je bilo tisto glede vlog v Dialogsu, ne, da ti ne smeš vezati taske na konkretno osebo, ampak na neko skupino, v kateri imaš ti osebe, ne, ker če boš na osebo, pa ti gre ta oseba stran ali pa v pokoj, boš vse za nazaj popravljal, ne. In to je ena taka informacija, en tak majhen detajl, ko lahko enemu podjetju prihrani delo enega človeka za en teden. To so pa taki merljivi prihranki, da ne rečemo še, koliko lahko pride do napak pa tako naprej. Tako da ja, ne vem, a si še ti kaj zapomnil Ne, glede ampak tega? Mislim, ravno to sem tudi hotel izpostaviti, no, v bistvu, da se vidi v bistvu, ne, koliko so pač v primeru Jureta, koliko je le in Jure v bistvu in sodelavci vpeti v dejansko reševanje takšnih problemov in vodenje projektov, kjer si lahko nabereš te izkušnje. Enostavno to se ne moreš naučiti, to ne moreš v bistvu prebrati navodila od Dialogsa, ne moreš nekih videoposnetkov Dialogsa pogledati, ampak to moraš živeti Dialogs 24 ur na dan in na številnih projektih, zato da do takšnih nekih stvari prideš. S tem bi se lahko pač vprašal, v bistvu mogoče bi pa Dialogs lahko to drugače naredil, ne? V bistvu, da takšnih recimo temu vozov ne bi bilo potrebnih, ampak to je že druga zadeva, ki verjamem, da tudi na, ne vem, nekem razvojna prioriteta za Dialogs to ni, ne? Ampak je pa zelo, zelo dobro vedeti v bistvu neke takšne nasvete, če se jasno Dialogs pol resno uporablja na nekem projektu. ja, in še enkrat, ne vem, lahko je cela stroka v bistvu vesela, da ima take ljudi, ko to dejansko pride, pa to na glas povejo, no. Tako. Ker v vsakih raziskavah se pojavlja to, da se stvari skrivajo in koliko je to kompetenčna prednost in tako naprej. Zdaj pa prihajajo te nove generacije, ki so pač ugotovile, da več kot poveš, tudi več dobiš, a ne. In ne vem, Ja, sam to v bistvu bom tako najbrž ne more prehvaliti v bistvu, no, v bistvu to pa dati priznanje, no, tudi Juretu v bistvu, da je enostavno tako, brez nekega olepševanja, brez v bistvu, ne vem, risanja v rožnatih barvah, v bistvu nekega softverja točno pove, tako kot je, no. točno to. Saj, če so čisto pošteni, tudi nima časa, da bi olepševal, a ne. Tako da povedi, koliko je in pa gre naprej. In tudi Jure, jaz po dogodku nisem srečal, ker si že med samim dogodkom šel, tako da morava še kdaj kako reči. Ampak ja, saj pravim, Jure Metod, ki do njegovega predavanja še pridemo, to sam ne vem. Jaz upam, da bo enkrat tudi, da bo kak Sibin ali pa kdo ugotovil, da bi jima lahko dali malo več prostora ali pa ne vem, priznanje za njun prispevek k stroki, bomo tako rekli, no. Ja, ne, in Tako da ja, super. posledično, no, v bistvu tudi konec koncev za Kolektor in Elejo, ne, v bistvu to, da v bistvu, ker na koncu gre, to ni tako kot faks, v bistvu, kjer lahko bolj ali manj rečeš skoraj karkoli hočeš, ne, ker se vidi včasih na kakšnih poročilih, kakšnega faksa, pa si vehementno dovolj govoriti karkoli, ne, pa nobenega najbrž ni vprašal. Tule v resnih firmah pod navednicami v bistvu je to majčkeno bolj je to drugače, ne. Enostavno verjamem, da Kolektor in Eleja precej dobro veste, kaj bojo rekli, ne, kaj bojo povedali. In ne, da gre to skozi najbrž 1000 komisij, ne, kaj se sme in kaj se ne sme povedati, ampak vseeno, ne. Tako da gre priznanje tudi pač obema firmama, ne.
Ne, čeprav to se meni zdi, da je bolj kot ne je to na ljudeh. No. Tudi če bi ona bila taka, da ne bi želela tega deliti, pač ne bi. Ne. No, Ali pa se ne bi odzvala, ali pa kakorkoli. No. Tako da, super, no, mislim, vse, kar je povedal, je imel rep po glavo, vse je bilo pomembno. Tudi, ko sem se z ostalimi pogovarjal, so rekli, da to je to, da tam, ne vem, če 3 take ključne informacije izveš, da to je to ti upraviči, zakaj si na takem dogodku. No. Ja, pa si pa ti mislim, da šel, ne? Pa sem pa že vmes med Juretovim oziroma pred vprašanji. Ja. Sem Tako da veznal. zdaj bodo samo informacije posebnega dopisnika Robija. A ne? Tako da, Znam več komentirati. Ja, vse lahko. No, v bistvu nadaljevali se je potem z predstavitvijo Magnusa Dala Larsna, ki je predstavljal nek modul za izvoz količin iz BIM modelov. Zdaj ta modul, jaz uporabljam Dallas, ampak ga ne uporabljam toliko veliko, da bi poznal čisto vse trike. Ampak je tale modul je integriran na zelo podoben način, kot so, ne vem, tisti taski ali pa kaj takega. Ne vem, imaš iste filtre, pa lahko neki, ne vem, veliko stvari lahko delaš, no. Ampak seveda sem spet imel na koncu vprašanje, ne. V bistvu oni dobivajo te količine ven in to lahko delaš količine po, kakor sem jaz videl, po različnih setih, lahko po nadstropjih, lahko po posamezni tipu objekta in tako naprej. Ampak, ne, moje vprašanje njemu je bilo, a oni to preberejo iz IFC-ja, a oni to računajo, te količine, ne? Ker kazajo neke kvadrature za stene, lahko bi tudi najbrž kubature in tako naprej, ne. In nisem čisto točno vedel, kaj je hotel reči. Rekel je, da preberejo iz IFC-ja in tudi nekaj sami računajo, ne, ampak potem pa takoj začel razlagati, ampak da je to računanje ful težko, zato ker to moraš, mislim, saj zakaj sem jaz vprašal? Vprašal sem zato, ker sem programiral nekaj na tem, pa vem, koliko je to težko. Ker dejansko v IFC-ju so načeloma koordinate in po iz unih koordinat moraš ti vedeti, kak element je, pa poračunati, v bistvu to sploh veš, kaj lahko računaš in tako naprej, ne. Zato sem pričakoval, da bodo rekli, da oni to izberejo, pač preberejo iz IFC-ja, ampak očitno ne želijo dati te omejitve, da se lahko nalagajo samo IFC-ji, ki imajo vključene te base quantities, a ne. Ampak želijo tudi sami nekaj računati, kar pa po drugi strani pomeni, da jim še ne deluje vse, ne. Saj on je tudi rekel, da ne deluje še vse točno tako, kot bi moralo, ne. Da to je pač prva faza. Če se spomniš od lani je že en drug njihov strokovnjak kazal neko sliko, da Dallas dela na principu, da oni izboljšujejo produkt, a ne. Da najprej imaš ti kolo, pa imaš skuter, pa imaš, ne vem, tako naprej, no. In on je rekel, da zdaj so oni pa rolki, a ne. Da pač tako. Okej, jaz to vse razumem, ne. Tudi razumem, da bo to samo boljše v prihodnosti, ampak ne razumem pa, zakaj potem zdaj že pokažeš ta modul, a ne, ali pa zakaj ga že zdaj promoviraš. Zato, ker jaz osebno, ne, ker sem ga potem tudi vprašal, ali potem mi lahko zaupamo vašim količinam ali jih je treba preveriti, a ne. In on je rekel: "Ne, jih je treba preveriti." Pa kaj pol to razlagaš? A razumeš? Ja, to je tako za orientacijo. Pa kaka orientacija? So stvari, ki boljše, da jih ni. A veš? Če ti ne moreš nečemu zaupati, pol boljše, da tega ni. Pozabi, a ne. Če moram jaz to na roke računati, pa bom jaz na roke dobil en rezultat, ti boš pa drugega meni pokazal, kateremu naj jaz zdaj verjamem, ne. In tak tipičen primer je bila tista stena. Jaz pol nisem se več v debato z njim spuščal, ne, ampak tipičen primer je stena. Imaš ti steno in tam je bila kvadratura stene. Zdaj pa, kakšna kvadratura je to? A je to kvadratura ene ploskve, a so to 2 ploskvi, a je to vseh 6 ploskev, a razumeš? Pač ne veš, a ne. Mislim, lahko si misliš, veš pa ne, ne. Tako da, super, ne, super, da so to naredili. Tudi rekli so, da njihov interes ni, da bodo zdaj konkurirali softveru, ki se samo s tem ukvarja, ne. Tudi to razumem, ampak ene stvari se mi zdi, da je boljše, da pustiš, če ne moreš zagotoviti, da si jih naredil na 100%, a ne. In to je tako, no. Okej, za neke količine preverjati tako naprej, ajde, recimo, ne,
ampak Dalox je v tem primeru na poti, da bo delal vse stvari na pol. A ne? In pol bo Ja, rekel sam, da je to namenjeno pač, a veš, to sem tudi jaz pomislil najprej, ko si to rekel. V bistvu sem na rolki, v bistvu, kaj zdaj to pomeni, v bistvu, ne vem, imaš cel kup nekih polizdelkov, ki v bistvu skupaj ne dajo nič konkretnega, ne? Ampak ne vem tudi, kako je z unim lansko napovedjo v bistvu tistega handoverja, ne? V bistvu je to zdaj tako. ne vem. Ne, niti besede ni bilo o tem. Ja, Niti besede. ampak, ok, sej po drugi strani pa razumeš, ja, ok. Čeprav v bistvu bom tako rekel, ne, da to, da tako napoveš, se mi zdi, da se mogoče malo obnaša še zmer kot neki start-up podjetje, ne, v bistvu, ki hoče to v bistvu, ne vem, probavati na uporabnikih, ne, zelo veliko. Se mi zdi, da so pa vsem prerastli to obdobje. Ne. Dejansko to je resna firma. Ne vem, kakšni milijonski projekti zdaj visijo na tem. Ne. Zdaj se ne moreš več, nisi več neko podjetje, ki včasih dela ali pa ne, ali produkt, ki včasih dela ali včasih pa ne, ampak moraš tako resno delati. Ne. In v bistvu vključevati te stvari, pač ok, najbrž se imaš opcijo, v bistvu uporabljaš to ali pa ne. No. Ampak nisem videl v bistvu tako, da je, ampak to bolj načelno govorim. Ne. Ampak, Ja, mislim, sej ni načelno, ne. kaj so pa drugi kaj mislili o tem? Mislim, če si jih s kom kaj pogovarjal. A si bil kakšno drugo vprašanje, ali si ga sam ti moril? Ne, mislim, da so še bila ena druga vprašanja, pa se zdaj ne spomnim točno, kaj je bilo. Večinoma sem ga jaz moril, no. Ampak pol sem tudi govoril malo po tem predavanju z ostalimi, tudi med kosilom, ne, pa so se strinjali, ne, da pač če ne dela 100%, pol bolj že tega ni, ne. Zato, ker bo pač to uporabil in ne bojo pravi, ne, podatki in tako naprej. In jaz ne trdim, da niso pravi podatki, ne me narobe razumeti, ne trdim, ampak tudi on je rekel, da sam, niso ne, je 100% rekel, da je to prepričani, treba v bistvu, ne. preverjati, zato ker je Ja. pač, ja, ne. Saj sem mu jaz tudi tam rekel, ne, saj okej, imel bi še en kup vprašanj, kako pol odprtine računate pa tako naprej, ne, ampak nisem pol želel, ne, ker vse stene, ki jih je on tam pokazal, so bile brez odprtin, recimo, ne. Mislim, vem, zakaj so bile brez odprtin, To je ne, enostaven vem. primer. Ja, to je enostaven primer, ne. Ali pa recimo, da imaš ti neko odprtino, pa še to v redu, imaš odprtino, ki je regularna, tudi to je kar okej, ampak ti imaš tako poljubno, ne, mislim, arhitekti danes izmišljujejo karkoli. Zdaj pa to računati, ne, jaz sem testiral tudi, ne vem, Revit Archicad pa date različne rezultate, ne. Pa to so različni rezultati iz samega modela ali pa iz IFC-ja zaradi aproksimacije in tako naprej. Jaz si to ne bi upal, no. Mislim, na tak način definitivno ne. Izgleda pa super, poenoteno v samem Daloxu, pa z istimi filtri, z vsem, dobiš en, okej, super, ne. Ampak, če grem še en korak naprej, Aleš je podaril darilo zato, ker je nekdo povedal, da naslednji feature bo pa collision detection. Bog pomagi. Ja, collision detection bo naslednja stvar, ki jo bojo predstavili, ne. Bog pomagi, mislim. Zakaj? Zakaj? Kdo bo to delal v Daloxu? Mislim, vem, da se bodo našli ljudje spet, a ne, ampak zakaj? Dajte rajši pač te stvari razviti tako, mislim, dajte se na ključne prednosti tega servisa osredotočiti, ne pa vse, no. In pol si rekel, ja, saj ne bo vse, to bo samo pač za ene primere. Ja ne, mislim, ker bo sigurno bo nekdo poskusil nekaj, za kar pa ni namenjeno, ne, če ste pač ponudili to, ne. Tako da ne vem, no. To mi ni čisto. Razumem, zakaj, pa razumem, da je lažje prodati več, kot ima featurejev neka storitev, ampak razumem tudi to, da to nima nobene veze s slovensko izpostavo, to se pač nekdo drug odloči, ne, kaj bodo delali, tako da absolutno to ne gre nič na slovensko izpostavo, ampak tako, zakaj je to treba, no, tako. Okej, daj nehajva reči tukaj, ko sem že slabe volje. Tako da, Si bil pa pol boljše volje na kosilu. bom pa zdaj takoj,
Tako vzdušje se takoj poboljša na kosilu. Kosilo bo spet zelo dobro. Prostora je bilo dovolj, tako da je super. Po kosilu je bil pa Metod, a ne. Je prišel pa Metod. Oziroma ni bil samo Metod, ampak je bil tudi gospod Peter Pušnik, pa seveda Metod Gaber, ne, s podjetja Kolektor, najin prijatelj. No, in je najprej je Peter Pušnik predstavil s stališča, kaj je stališča? Investitorja, ne. Ja, 2 TDK, Kaj tam dela. Kar mi je bilo ful zanimivo mi je bilo to, da recimo 2TDK plačuje samo Dalox Box, a ne. Dalox Field plačuje pa izvajalec, Kolektor, zato ker pač so ugotovili, da jim to ful koristi. To mi je bilo tako res ful zanimivo. Gospod Peter Pušnik je v bistvu imel tako zanimivo predavanje, pa par takih zanimivih izjav je imel, seveda si jih nisem zapisal in si jih zdaj ne spomnim. Joj. Spomnim se, da je bilo udarno. Tako da, ja, je zelo pohvalil uporabo tega skupnega podatkovnega okolja na njihovem projektu, da dejansko vidijo koristi, pa izjemno velikokrat je izpostavil, da jim to uredi Metod, a ne. Kar je tako. To je dobra delitev dela, tisto, ne. Ja, dobra delitev dela, ja. Jaz mislim, moramo vedeti, ne, da vsak tak sistem, ki temelji na enem človeku, je, če bi imeli zdaj analizo, kako se že reče? Tveganj. Tveganj, tako, ja, analizo tveganj. To je veliko tveganje, ne. Tako da upam, no, da bodo Metoda razbremenili, bom tako rekel, pa tudi Jureta, ne, in vse te, ki so glavni ali pa recimo, ki so na čelu te kolone, ki uvaja vse te spremembe. Metod je predstavil, kako delajo, kaj delajo na 2TDK-ju. Seveda je spet izpostavil, a ne, da je na BIM pogovorih slišal, to ni sicer med predavanji, to mi je prej povedal, da je slišal, da sem nekaj o nekih količinah pa številkah govoril in tako naprej, in je seveda potem spet povedal številke, kar se mi zdi tako kar smešno, no. Ja, impresivne številke, ne. Mislim, da je rekel, da če bi vse tiste informacije, ki so gor na tem CD-ju za 2TDK natisnil, da bi imel ne vem koliko metrsko, mislim, da 900 metrsko, mislim, ne vem, tako nek kup papirja, tako nepredstavljiv, kar je seveda super, ne. Nisem ga pa pol na koncu vprašal, če bojo po koncu projekta to vse zbrisali. Ja, pa si zamudil priložnost v nisem. bistvu. Ne, saj to bi moral 2TDK opraviti, to bi Ne, ne. A veš, 2 tedne. Ja, samo takrat že ni bilo več tega. Ja, no, upam, da ne, no. Je pa ful zanimivo tudi to, no, ko so kazali za recimo te izkopne korake pa to pri tunelih, kako delajo, ne, imajo neke obrazce, kjer potem ljudje izpolnjujejo te obrazce in pol se te številke prenesejo v nek Excel, ki ga izvozijo, ne, in potem na podlagi tega Excela Eleja zgradi as-built model, a veš. Tako da pač as-built model točno vejo, kje so, in pa to nazaj noter uvažajo, da točno vidijo, kaj je že narejeno. In je v redu ali pa fajn je to, ne, ker je pač pol tudi na koncu neko vprašanje, a je to pit, ne, a veš, projekt izvedeni del, pa rekel, ja, da v bistvu, ko bo zadnjič to naredili, je to pit, ne. In je bilo tako, pač zakon, ne, pač super. Najbrž ni, bo še treba prilagoditi, ampak okej, bo pa manj dela. Tako da ja, jaz si kar predstavljam, da imajo tam bistvene prihranke na tej podlagi, so pa najbolj seveda navdušeni ljudje nad temi, kako se že, Sidewalk je ena funkcionalnost Daloxa, ki pač posnameš s kamero 360-stopinjsko, pa imaš potem tisti street view pogled v bistvo, ne. Kar je tam problem, je to, da pač to z Daloxom, ko ga nehaš plačevati, to zgubiš, ne, to možnost zgubiš. Tako da mislim, da tukaj kak prostor za kako storitev, ko bi to delala potem izven Daloxa, ne. Tako, to, no. Drugo se niti ne spomnim, sem že tokrat slišal Metoda, ke te stvari potem kaže, da
da čeprav so ful impresivne, jaz nisem več tako navdušen. Mislim, se opravičujem, metod vem, da je super, ampak si mi že tokrat pokazal pol, da si mislim, okej, to metod obvlada, ne. Ali Zdaj pa brez vsaj veze, zdaj za morajo mene pa vsaj, nič novega, za zdaj morajo ostale pa je bilo pa kar. ja, zdaj morajo tiste tunele v rikverc kopati v bistvu, a veš, če hočeš, da si Ja, impresioniran, ne, da ne, se to ne. brez veze. Ne, ni treba. Ni treba, ni treba. Čisto super. Pol na koncu bo zelo zanimivo, kako bodo pa te informacije zbirali, pa če bo mogoče spremljal, če bodo postopki potem na koncu kaj lažji zaradi tega, ker imajo vse na kupu. Jaz si predstavljam, da bojo, no. Potem je bilo pa čisto zadnja predstavitev, je bila pa predstavitev Mihe Bartoka, o zapisnikih koordinacijskih sestankov v Daloxu. Očitno tisti modul deluje, funkcionira, vidim tudi prednosti, ga še izboljšujejo, ker je tudi Jure pošiljal, baje veliko komentarjev, kaj morajo izboljšati, a ne. Pričakujem, da so ali pa bodo izboljšali, ker ena verzija je bila dejansko na dan predstavitve predstavljena, kar je bilo tudi zanimivo, ne. Je bilo v eni predstavitev je bilo, ta, gospod Peter Pušnik je rekel, da je prednost, da se Dalox posodablja, pa da dodaja nove funkcionalnosti, da obenem pa to tudi slabost, a ne, ker spreminjajo stvari. No, in potem je imel metod predstavitev, ne, in je pokazal v živo, kako to izgleda v Daloxu, ne, in pol ni našel ene stvari, zato ker je rekel, se opravičujem, Se je ampak spremenila. včeraj je bilo še tukaj, zdaj pa ni več, a ne. Vse takoj našel, no. Vse takoj našel, ampak to vam tako pove, če nekdo, ki dejansko v Daloxu živi, a ne, in Ja. potem to ne najde, kako je to potem za tiste, ki pa ne, Ja, razumete? najbolj, v bistvu sem res pomislil tudi tale, no, ker prej sva ga malo kritizirala, v bistvu Velesa, ne, Nedzima, v bistvu, kaj klikal tam po Daloxu, ne, kaj kazal tiste 360 posnetke, ne, to je klikal, mislim, tako, pam, v bistvu, ne, ker pol veš, v bistvu, da to dela tako 250 milijonkrat na dan, v bistvu naredi, ne. Tako. Tako da res vlada. Ko ima že tisto, v bistvu reče se Ja, muscle memory, ko ja, ti ja, kot to, sama to, roka to. igra. Čop. Tako. No, in potem to se moramo zavedati, no, da vseeno, če že ti, ki so res power userji, to so res uporabniki, zaradi katerih so te stvari narejene, a ne. In če se njim to zgodi, pa si predstavljate nekoga, ki ste ga komaj prepričali, da pride v Dalox, pa mu pol premaknete ikono. Ne bo Katastrofa. dobro, ne. Ne dela. Bo sledil Pokvarjen klic, je. pa bo rekel, da stvar ne dela, ne. Ja, pokvarjen je. Tako. In pol bo vprašanje, a ste jo prižgali, pa mislim, ugasnili, pa nazaj prižgali. Tako da, to, a ne. Ja, ali pa zameni brskalnik v bistvu, no. Tako. No, tako da tole zadnjo predstavitev bi tako rekel, no, upam, da mi gospod Miha Bartok ne bo zameril, ne. Malo se je videlo, da nima izkušenj s tem, take stvari, govorim iz dolgoletnih izkušenj izvajanja vaj s študenti, ne. Zelo težko je te stvari pokazati na nek konsistenten način, sploh če je vse povezano med sabo, pa če bi rad pokazal vse prednosti, ki jih taka storitev ponuja. Mogoče bi se bilo osredotočiti na manj stvari, pa pokazati na tak način, da bi ljudje razumeli, ker na koncu se v bistvu niti ni bila končana predstavitev, ampak se je v bistvu končala z debato, ne, ker so ljudje imeli na koncu že vprašanja in potem je tudi posegel Aleš, in je zaključil najbrž tudi zato, ker ve, da mi da vedno teživa, da se je treba urnika držati, a ne. Hecam se, ampak ja, mi je pa vedno všeč, če se konča vsaj približno takrat, ko bi se morali, in tudi zdaj se je končalo približno takrat, ko bi se morali, plus minus kaka minuta, tako da super, kar se tega tiče, nimam kaj reči. Ta modul pa očitno za te koordinacijske sestanke ljudje uporabljajo, imajo še določene pripombe ali pa bi želeli, da je kaj drugače. Se mi pa zdi, da je to en tak švicarski nožek, ko lahko karkoli narediš, pa pol ljudje niti ne vejo, kaj bi lahko, niti ne vejo, zakaj bi, ne. In večinoma to uporabljajo bolj zaradi tega, da so pač vsi naenkrat obveščeni. Je bilo pa potem takoj super vprašanje, ne, kaj pa tisti, ko ga ni, pa bi imel pripombo na zapisnik, ne. Tako da, ne, tako.
mi je všečno, da se ne sledijo kar temu, kar orodje ponuja, ampak vejo tudi, kje je še prostor za izboljšave. Tako da to je to o tem dogodku, kaj bi rekel. Pa na koncu bo še neko druženje, ampak zelo veliko ljudi je dejansko šlo, ne? Ker je bila taka ura, da so šli še v službo, kaj dokončati ali pa kaj drugo. No? So bila pa še kljub temu kar zanimive debate. No? Tudi po koncu pa sem pa jaz tudi šel, zato ker, veste, obvoznica v Ljubljani. Si se izognil veliki gužvi. Nisem se izognil. Nisi. Nisem se izognil, sem se pa izognil največji gneči. Lahko bi bilo očitno tudi slabše. Ja, se tista, ko je to vzhodna obvoznica, ki razkopavajo. Ne, ti si še med vikendom, ki ni v bistvu teh, ki se vozijo v Ljubljano, je zmer gužva. Tako je. Tako da ja, to je to v tem dogodku. Super. Je nič, v bistvu zdaj pa malo pauza, ne? 14 dni. Ja, 14 dni pauze. Če smo pošteni, ne? Pa je nov dogodek. Tudi tega smo napovedali zadnjič, se pravi CBIN konferenca. Ja. Sprememba je v bistvu od zadnjega podcasta to, da je zdaj pa je že program. Ni še program. Ja, včeraj sem kliknil gor. Ja, v smislu so samo predavatelji. Ne, ja, tam, ampak pa če klikneš gor program, pa je. Ok, no to še pa nisem pogledal, bom pogledal. Ampak ne bi komentiral zdaj tega. Razen povej. Ena kritika pred samim dogodkom, ne. Program je absolutno prepozen. Tako da... Pa ja, dobro, ja, to jih bojo najbrž slišali tako v četrtek, ne, 25. Bi pa v bistvu rekel, ne, ker sem šel zelo na hiter čez, še celo predavanje bo na tisto temo, ki sem je zadnjič omenil, v bistvu, ne, novega zakona, pa BIM-a. Tako da ne vem, kaj bo ta konkretno je direktor IBE ali nekaj podobnega, kaj bo on imel zapovedati to, ampak no, evo, želje uslišane. Spet sva prispevala k programu nekaj. Saj si ne delam teh utvarno, ampak živim v tej zmoti. Ne bom komentiral tega. Ja. V redu. Jaz bi mogoče prvi komentar, da sem šel program pogledati, da je dolg do 4 bi naj trajal, to bo zamuda totalna. Pa to bo totalna zamuda. Tako da, ne vem. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Midva sva že prijavljena na ta dogodek, ne? Tako da se sigurno tam vidimo. Bi pa mogoče sam pozval koga, vem, da vas je bilo veliko poslušalcev najnega podcasta tudi na tem dialogu z dogodku. Če sva kaj konkretno zgrešili ali pa kaj, dajte se oglasiti pa nam popraviti. Tako da, ja, v bistvu, ker pač veliko oči različno vidi. Pa ne, samo mailov pošiljati v bistvu, nekaj pa je treba vsakmu posebej razlagati nekaj, ne? Pa se upravičujem, napišite v komentar na YouTube, v bistvu, noče nedrage. Pa se lahko ti se upravičuješ, če dobiš mail? Ne, to itak da ne, mislim, kje pa. Ko si rekel, da ne? Ne, v bistvu lahko, če so se zmotili, se bom malo upravičil, ne, v bistvu, ne, če sem narobe razumel, potem absolutno, ne. Ampak je pa super, no, če jaz sem zmer najbolj vesel, če nekdo tam na YouTube nek komentar napiše v bistvu, ker pol to pomeni mogoče, da meni treba komentirati nazaj, ali pa v bistvu lahko nekdo drug prevzame to, ne, Robija, ne, da. Ne. Jaz sem pa najbolj vesel, če do mene pridejo, to bom rekel. Malo manj sem vesel, če me kdo izpostavi na samem predavanju, ker se ne morem braniti, ne. Ampak ne, vse se hecam, Jure, da ne boš resno vzel. Tako da ja, jaz pač oglasite se, no. Mislim, včasih imamo občutek, da tega noben ne posluša, pa tako zveš tako iz različnih strani, da poslušate in da vam je zanimivo in tako naprej, super, ne. Dejte kdaj, saj pocukite naju, pa povejte, ja, poslušamo, to je to. Da vam imela kdaj malo več volje, ne.
Tako je dobra volja, v bistvu. Mislim, da to posnet po nekem dogodku, kjer v bistvu imaš neko konkretno vsebino, o kateri se lahko pogovarjaš. Čeprav jih je zdaj kar nekaj, takšnih, ki jih je enostavno treba načeti. Treba pa začeti govoriti o tem, pa upam, da bo čim več takih ljudi, kot so po teh dogodkih, kot so recimo Jure Metod in tudi ostali, ki zdaj niso poimensko navedla, ki so dejansko pripravljeni deliti svoje izkušnje, znanje in tako naprej. Pa upam, da se še kdo sam javi, pa da bomo imeli kakšno debato načela. Nekaj imamo pa že dogovorjen, a ne da? Ja, pride. Ja, to je zdaj teaser, cliffhanger. Ok, pustimo zdaj tele cliffhangerje v bistvu, peti film pogledati, čeprav je za nas 6, cliffhanger namreč. Lahko poslušati stare oddaje, stare podcaste. To je. Ok, to je za današnjo oddajo. Robi, hvala za debato. Pa hvala jasno vsem predavateljem na včerajšnjem dogodku. Hvala Leša za povabilo. Ja, tako, pa se vidimo najbrž že čez 14 dni spet v živo, pa bomo pa malo spet posnela, če ne prej. Ja. Ok, Robin in ostali, adijo. Adijo.